A še vedno slišiš glasove? Ej, Aleks, o čem razmišljaš? A veste, da je sladica svinčnika zmes grafita in gline? Po odkritju grafita so najprej mislili, da gre za črni svinec, zaradi tega tudi ime svinčnik. Narobe se razvrsti. Tale je trši. Potem ta. A je tvoje življenje tudi tako perfektno, kot ta razporeditev svinčnikov? Ja. Pa misliš, da lahko nanj vplivaš, kot si ravnokar na te svinčnike? Ta fucking korona. Kaj je z njo? Kaj je z njo? Vse mi je uničila. Mislim, da je po njej moje življenje samo še bolj zmešano. Predstavljate si, da ste celo srednjo šolo zaprti za 4 stenami, za računalnikom, brez pravega stika s prijatelji, pa da o zabavi sploh ne govorim. Moj najboljši prijatelj je imel 18, pa nisem mogel k njemu, ker so bile občine zaprte. In kako si se počutil ob tem? Mislim, da noben ne bi smel biti na mojem mestu, noben si ne bi želel tega, da je bil na mojem mestu. Vse se može pripravljati za njega. Darilo, torto, balone, vse. Poleg tega imam občutek, da nas je ta korona samo še bolj oddaljila. Tudi poleti, ko bi se lahko malo več družili, ker so bili ukrepi manj strogi, se nismo, ker smo bili tega navajeni. Te popolnoma razumem, Aleks. Življenja so se spremenila vsem, sploh vam mladim. Ampak preteklosti žal ne moremo spremeniti. Z njo se lahko samo sprijaznimo. Verjemi mi pa, da žalovanjem ne bo nič bolje, temveč samo še slabše, ker preteklosti ne boš pustil za sabo. Ja, ampak to je kar težko, glede na to, da imamo samo enkrat 18. Vsak večer sem upal, da se bo naslednji dan vrnilo življenje tako, kot je bilo 1 leto nazaj. Verjamem, da je situacija res težka, ampak poskusi izvlečiti kaj pozitivnega iz te izkušnje. Življenje teče naprej. Verjamem, da je bilo to leto veliko bolj stresno in naporno kot mnoga druga. Poskusi pozabiti in samo živeti dalje. Razumem, ja. Svoje življenje bi rad spravil v red, ampak čutimo to kar težko. Kaj hočem povedati je to, da vem, da bo to proces, da to ne bo čez noč. Res je, prav imaš. Na začetku bo morda težko, a verjemi mi, da bo sčasoma postalo lažje. Hvala, Maša, pogovor res pomaga. Ni dobro preveč stvari držati v sebi, veš? Ja, včasih človek rabi samo malo spodbude. Vse zato pa sem tu. Sem šel skozi težko obdobje. Človek rabi sočloveka. Tako svinčnik rabi grafit in glino. In ja, vem, da moje življenje ne rabi biti vedno popolno.